Živa. Danes vas Tadejem malo predstavlja en test za gibljivost ramenskega obroča. Se pravi, najprej se pogledamo ta test, potem v naslednjem videu pa še nekaj vaj, kako zadeve sprostiti, ukrepiti, dosežemo boljši rezultat. Mogoče Tadej, preden gremo na sam test, kakšna taka zadeva, na katero moramo biti posebej pozorni? Ja, mogoče najprej zelo dobro pogledati samo držo klienta, ker že iz tega lahko sklepamo, kje bo kakšne težave pri samem testu, pa tudi zato, da dobimo generalno sliko o tem, kako se človek drži, kako v osnovi že stoji ramena oziroma ramenski obroč in tudi sama pozicija medenice in v osnovi celega trupa. Ok, se pravi, gremo kar na test, ne? Ja, najboljše gremo kar na test. Najprej se klient postavi cirka eno stopalo in pol stran od stene. Ko to naredi, preverimo pozicijo samega telesa, se pravi, boki mora biti ob steni, potem prsti del hrbtenice mora biti ob steni in pa tudi zatilje mora biti ob steni. Vrat je nekoliko v globoki fleksi, se pravi, naredimo roko pod bradek. Potem, ko to naredimo, pogledamo, kako stoji ledveni del. Ledveni del načeloma za dva prsta stoji stran od stene, se pravi, to čisto enostavno preverjamo, tako da stojimo dva prsta med steno in ledveni del hrbtenice. Ko enkrat imamo pripravljenega v tej poziciji, ga prosimo, da počasi dvigne roke nad glavo, s čim bolj stegnjenimi rokami. In če pride z rokami do stene, brez kompenzacije v trupu, je v bistvu test opravljen in načeloma je klient dovolj gibljiv za to, da lahko izvaja različne naloge nad glavo, kot so na primer različni presi, pa tudi metli recimo. Zdaj pri ruke, kar opazimo, je nekoliko težav v samej stabilizaciji trupa, se pravi, prsni koš se rahlo odvoji stran od stene, potem razmak v ledvenem delu, v bistvu ledvenega dela od stene se poveča, pa tudi nekoliko pride do anteriornega nagiba medenice, kar posledično povzroči, da se v bistvu tak rahlo lok naredi čez celi trup, kar pomeni potem tudi, da sama stabilnost in pa gibanje lopatic nekoliko slabše. Zdaj, kaj je tudi direkten vzrok, ne moramo točno reči, lahko je pa pri njemu, če sklepamo prej iz same drže, lahko vidimo načeloma, da je lahko problem v latissimusih, se pravi zategnjena mišica latissimus dorsi, predvsem v zgornjem delu pod ramenskim sklepom, potem nekoliko težav z gibljivostjo prstnih mišic, pa tudi načeloma, če smo prej držo dobro pogledali, smo lahko opazili, da je nekoliko slabša aktivnost srednjega in pa spodnjega trapeza. Zdaj, če hočemo to še potrditi, lahko naredimo naslednji test, se pravi, Luka, prosim, da se posedeš ob steno, se pravi, gremo nekaj vrsti turški set, zadnjico primaknemo čist k steni, spet trup enako kot prej, čim bliže stene. Pri tem položaju mogoče malo več, oziroma nekoliko manj razmaka v ledvenem delu, ker je pa sama pozicija medenice drugačna. In zdaj spet preverimo test tako, da prosimo klienta, da dvigne roke. Zdaj tu vidim, da sam test nekoliko boljše izgleda kot prej, kar nam lahko deloma tudi nakazuje na to, da ima nekoliko težav pri dvigu rok z samo kontrolo trupa, kar pa lahko tudi izvira iz že tega, kar sem prej omenil, da dejansko mišice okrog ramenskega obroča zavirajo gibljivost in načeloma to kompenzirajo s trupa. Ampak glede na to, da zdaj trup je prislonjen, roke so ob steni, sicer komolci rahlo pokrčeni, bi lahko rekli, da je bolj težava v samem nadzoru, kaj se tiče same drže, medtem ko on dviguje roke, ne pa toliko v sami gibljivosti posameznih mišičnih skupin. Zdaj, to je prvi del testa, potem iz tega še lahko izhajamo, kaj se dogaja z samo rotatorno manšeto. Lahko tudi prosimo, da spusti roke, Luka, da z palci gre proti steni, še dodamo nekoliko rotacije zraven, tudi opazujemo, kako se pri različnih gibih klient zraven napreza oziroma kaj mu povzroča več težav. Potem sprašujemo tudi potem, kakšni so občutki v ramenu, nekateri bodo imeli težave, da jih veže tudi pod ramenskim obročem, se pravi pod pazduho, se pravi težave z latissimusom, nekateri bodo imeli bolj težave oziroma občutek zategnjenosti tudi v sprednjem delu, se pravi bolj težave s samim pectoralisom in pa pectoralisom minor. Spet drugi
bodo imeli težave z pritiskom v zadnjem delu ramenskega obroča, to lahko nakazuje na slabo drsenje lopatice na spreti navzdol in pa tudi zategnjenost, na primer zgornjih trapezov, pa tudi kakšne težave z infra pa supraspinatusa. Tako da, glede samega testa, je to. Ok, super. Zdaj si pa pogledamo še, kako bi zadeve potem sprostili oziroma krepili, da popravimo to težavo.